Živjo, od prvega videa sta minila 2 meseca. To je bil čas priprave prediva iz dozorele rastline. Postopek, ki se je pri nas razvijal najmanj 3000 let, v svetovnem merilu pa zagotovo kar 30 000 let in več. O tem namreč pričajo najdbe v glinenih usedlinah Kraške jame na Kavkazu. Najmanj tako dolgo lan služi nam, človeštvu, nas greje, varuje in nam je v pomoč. In tako lahko tudi zagotovo trdim, da se je sam postopek pridelave lanenih vlaken do današnje stopnje razvijal najmanj toliko časa, kot so stare najstarejše najdbe lanu. Sam postopek je rezultat več tisočletnih izkušenj in neizogibnega sodelovanja z naravo, z geografskim okoljem in v največji meri z vremenskimi razmerami. Orodja, ki so nastala v tem procesu, pa so izredno preprosta in so bila narejena v domačem okolju iz tega, kar so imeli pridelovalci pri roki za vsakdanja opravila. Postopek pridobivanja lanu je razdeljen v več faz. Nekatere med njimi so zelo povezane z razmerami v naravi. Populjen lan v snopih osušimo, nato s pomočjo glavnika osmukamo semenske glavice, laneno slamo pa nato razprostremo v snopih po travniku, da se urusi. Običajno se to delo opravi že takoj v mesecu avgustu, nato pa je potrebno lan dobro osušiti. Tako usušena lanena slama se nato s pomočjo tolkačev razrahlja. Sledi trenje lanu, kjer ločimo lesene celulozne dele od vlaken. Tolčenje oziroma tučnje in trenje lanu se opravijo ob suhem vremenu, saj se vlaga hitro prime lanene slame. V takem primeru lahko pridobimo slabo kvaliteto lanu in tudi manj ga je. Na koncu pride na vrsto še česanje s posebnimi glavniki, kjer se preostanek lesenih delov odlušči. Ponekod pa potem predivo še prekrtačijo. Kako kvalitetno je predivo, je tako odvisno od vseh sinhroniziranih postopkov z naravnimi pogoji. Več tisočletne izkušnje so pokazale, kako je potrebno razviti občutek za pravi čas, da pridemo do kvalitetne preje. Iz tako pridobljenega lanu so izdelovali sveta oblačila, kot je bila navada v starem Egiptu. V njih so bila odtkana vsa znanja in sinhronizacija z naravo. Ker živimo v današnjem svetu in si globoko želimo sprememb bivanja, je sedaj resnično pravi čas, da ponovno zaživimo v sobivanju z naravo, ji prisluhnemo in njeno modrost vtkemo v naš vsakdan.